Naša naslednja gostja je pred leti spremenila svoj pogled na življenje. Še včasih videla samo to, česa nima, sedaj vidi, kaj vse ima. Zavedajoč se, da je pot k sebi, pot k sreči in pot k uspehu. Na oder z velikim in glasnim aplavzom vabimo Tanjo Skaza, ustanoviteljica Inštituta Skaza in gibanja Spremembe vredne. En lep dober dan, to bom za kasneje se bom preoblekla, kar na odru. Kaj pravite na to? Ok, je prezentacija že pripravljena. Tako sem vedela, da če bo Aleksandr pred mano, sem rekla, zdaj, če Aleksandr pred mano, on je pravi marketinški guru, jaz moram nekaj narediti, da vam ostane vsaj ta aha moment. Ok, zdaj bi vas poprosila, če najprej ostanete vse tiste, ki želite biti uspešne. Ampak najprej bilo, ne, vstanite, prosim, vstanite, ajne se nimajo še za uspešne. Ok, prosim, če ostanete tiste še naprej, ki želite biti srečne. Opa, ene že poznajo, pa reče, bom rač počakala ono ta druga varianta. Iskrena hvala, jaz mislim, da, eni se še pa niso ostali. Potem je pa to za vas, želite biti bogate? Ono dajmo še tiste, katere še niso ostale. Iskrena hvala. Evo, moja Ana dvignila roke. Hvala, lahko se usedete. Ura tik-taka, tako da bom res poskušala biti kratka, jasna, pa mogoče res samo tiste aha momente, da jih dobite. Jaz sem prepričana, da čisto vsaka oseba je lahko uspešna. Tako lepo zelo, ko je Marta prej rekla, da je potrebno malo bolj ambiciozno pristopiti, malo preboja narediti. Ampak, kje se zatikamo pri tem? Kako ste lahko uspešni? Ja, valjda na tak način, da si izberete za vzornika nekoga, ki je 10-krat boljši kot vi. Samo na tak način ste lahko uspešni. In ko si izberete takega vzornika, ki je uspešen, to pomeni, da je res, ne vem, rečete, želim biti najboljša menedžerka v podjetju. Ja, note gledali nekoga, ki je enak kot vi. Lahko gledate samo takega, ki je 10-krat boljši kot vi. Zato, da boste tudi ve tako dobre. Ampak kaj pa je pomembno pri tem? Da ko se odločite za enega vzornika ali vzornico, karkoli, da 100% zaupate. Da ne dvomite v to, da vas ne meče iz tega, a zaupam ali zaupam. In naj malce podelim mojo zgodbo. Od malih nog sem hotela biti uspešna. Res, nisem hotela biti tudi bogata kot uspešna. Sam da sem uspešna, da me vidijo, da zmorem. In skozi sem sledila uspešnim ljudem. Niti enkrat me ni zanimalo njihovo osebno življenje. Mene je zanimalo, kaj delajo, na kak način, kako širijo podjetje, kako odpirajo trge, kako rastejo v podjetjih. In samo to sem spremljala. In imela sem 3 močne coache. Danes sem ful ponosna, ne sem 3, imela sem jih več, ampak 3 take, ki so mi res dali zamisliti. Naprimer Sandri Češko, Jocko Čečnik, pa Škrabec, 3 taki, ki so mi dali dosti kaj zamisliti tudi v tem primeru, kako je človek tako uspešen. Uspešnemu je čas najbolj dragocena vrednota. In ko on reče, zdaj imam čas, pomeni, če želite biti uspešni, pustite vse in greste tistemu učitelju, ki vas lahko nekaj nauči. Tako da, če želite biti uspešni, družite se z 10-krat boljšimi na tem področju, kjer vi želite biti. In če se boste družili čisto z enakimi, kot ste vi, boste čisto malo stopicali gor. Če pa želite malce več, pa potem to naredite. Ok, jaz bom prebrala 3 stavke, za katere ocenjujem, to so od mojih dragih dan. Ne bom imena povedala, tako da pa ne veste, katera je, ampak da vam povem, kako čim bolj bežite od svojega uspeha, če so ti stavki noter v vaši glavi. Prvi stavek. Vem, da me ne razumeš, ker smo iz 2 svetov. Tebi je enostavno, ker živiš v izobilju
in ti imaš obilje, jaz pa želim rešiti sebe. Ko vi ločite, da so uspešni drugačni od vas, vi bežite, namesto da bi plastali ali videli, da ste tudi vi lahko nekoč uspešni. Drugi stavek. Ne počutim se v vaši družbi sprejeta, imate več, kot imam jaz sem navadna komercialistka. Tudi jaz sem bila nekoč navadna prodajalka v Zlatarni Celje, ampak v roku 4 let sem postala direktorica prodaje. Pomeni, zaradi tega, ker nikoli nisem gledala, kdo samo sem, samo gledala sem, kdo želim postati. In tam, ko boste se me posadili, tam boste šli naprej. In en stavek, ki mi je pa tako ostal, k meni prijajo res tudi bogate, uspešne, pametne. In stavek, ki mi je pa tako ostal, da bi ga rada podelila z vami, ker mogoče v tej sobi tudi katera se najde v tem stavku. Ne upam si reči, da sem bogata, uspešna in pametna, ker me bodo ljudje obsojali. Ko je človek uspešen, bogat, to pokaže, to ne rabi kazati zdaj celemu svetu, ampak on stoji in verjame vase. In naj vam povem, da 10-krat lažje je izreči stavek, sem uspešna, bogata in pametna, kot pa stavek, sem srčna, iskrena, intimska. Da si srčen, bomo potem slišali, kako lahko postanemo srčni. Ampak lažje izrečemo, da smo srčni, iskreni, pa timski. Tako da, vsaka v tem prostoru je resnično lahko uspešna. Samo 2 ključna kazalnika sta, da zaupate in sledite izključno ljudem, ki so dosti boljši kot vi na tej poti, zaradi tega, da vas mečejo ven iz cone udobja. Evo, to je uspeh. Gremo naprej, drugi slajd. Aha, moram stran klikati, to pa nisem vedela. Ok. Želite biti srečne? No, ta naloga je malce težja. Prej ste slišali v mojemu nagovoru, da za kar 3 minute vam hitra. Če želite biti srečne, je težja naloga zaradi tega, ker se morate soočiti s svojo temo. Vaša tema je pa kaj? Vaša tema so pa obsojanja, kritike, razne, kako ste zahtevne ena do druge. To meni vse to, kar vi čutite, da vas bremeni, vas tudi omejuje na vaši poti sreče. In isto tako, kot bi uspešne ženske, tiste, ki želijo biti uspešne, rade postane še boljše, gledajo in so vzornice in tiste, ki so dobre, isto tako je pri sreči. Tako lepo je videti srečno, zadovoljno žensko, ampak uspešne ženske včasih jim tega primanjkuje, ker se postavijo kot prioriteto, da želijo biti uspešne. In kaj je dobro se družiti z lahkotnimi ženskami. Meni je bila danes tista plesalka, ko smo videli na odru, oziroma pevka, vrhunska. Ona je simbol nečesa, kjer živi to svojo srečo, kjer živi to svojo pristno žensko lepoto. Ne? In vse tiste, ki ste uspešne, pa želite biti srečne, družite se več s takšnimi ženskami, lahkotnimi, kakor zna in čuti to svoje življenje. Tako da, srečo, lažje ste uspešne kot srečne. Sprejemanje drugačnosti, ki bom pustila za na konec, ko se bom vrnila. Evo, bom pa podelila eno slabost, ki sem tudi rekla, da bi jo rada delila z vami, evo, tako na odru. Leta 2017 so me naši Slovenci povabili, če bi v Dubaju pred ženskim podjetništvom govorila o moji spremembi, če bi povedala karkoli o tem. In nisem šla. To je bilo nekaj najhujšega, ko me noben ni razumel, ali je to možno, da pred šejkovimi ženami ne grem nastopati. Takoj čez 6 mesecev sem dobila povabilo za Ameriko. Potem sem dobila povabilo za Afriko. In zdaj bom izdala eno skrivnost. Učim se od najboljših učiteljev. Jaz sem si vedno rekla, v poslu, ko sem hotela biti, če hočem biti uspešna, rabim uspešne ljudi, da mi pokažem to pot. Če hočem na osebni poti, isto tako spremljam najboljše. Tisti, ki so najboljši, da me lahko vodijo. Ampak zakaj nisem na tujih odrih? A kdo ve? Zaradi tega, ker še vedno imam tremo govoriti angleško in stopiti pred publiko. In potem sem ugotovila neko pomembno stvar. Da to samo pomeni, če je moje življenjsko vodilo, da sem bitje luči, resnice in ljubezni, da imam še veliko dela v Sloveniji in sicer, da združim uspeh in srečo
v eni osebi. Vse osebe, katere ste srečne, uspešne, ste lahko tudi srečne, ampak potrebno se je odpreti in pogledati vase. Druga zadeva, da res damo te obsodbe, ki nas držijo stran in da rečemo, vsak notri se skriva večje k mene. Tako da se tega tudi držimo. In ta tretja stvar, ki sem jo zdaj že pozabila, pa bom raje šla, da se vedno vprašate, kaj je vaša hrana, kaj vas izpopolnjuje, kaj je tisto, kar zaradi česa se vi probudite čez dan. Ok, in še narobe svet, tole bom že pustila, pa bom pokazala eno drugo zadevo. Dostikrat ocenjujejo, nje je lahko, ker ima denar. Koliko vas tlele to misli? Kar vidite roke, ki se pomislite. Koliko vas misli? Super. Ko imate denar imate zato, ker ste uspešni. Denarja ne morate imeti, če niste uspešni. Kaj pa, ko smo oblečene vse v iste stvari? A potem se loči, katera je uspešna, katera ni uspešna. To pomeni, ko boste začeli sprejemati, koliko moških imamo? Malo moških? Ko boste začeli sprejemati vsako žensko, 40 sekund, vsako žensko enako, bogato, tiho, srčno, istospolno, boste videli, da ni razlike med nami, nobene razlike. Vse, kar jaz počnem to, da pokažem tista, ki je uspešna, da isto tako radi srce, da tista, ki je pa srčna, je pa lahko uspešna. In zdaj, danes mi gremo na obred. To meni moja nekak želja, življenjski moto je, da vsak Slovenec gre vsaj enkrat z mano na obred ljubezni in enkrat na ajuvasko. Jaz sem bila že na več kot 50 ajuvaskah in na več kot 30 obredih ljubezni in takrat vidim, koliko prebojenih dušic se prebudi. In zdaj bom prosila, ker danes gremo na obred, da vidite moje drage dame, ki so tukaj z mano, tiste, katere so prišle. In nas bom vprašala pri teh damah, en velik aplavz za moje dame. Ali boste v kateri izmed teh žensk videli, da je bogata, da je tiha, da je skromna, da je istospolna, ampak boste videli, da smo vse enaki. Čisto vsaka od nas je enaka. En aplavz za moje punce. Za nobeno ne veste, kaj je. Čisto nič ne veste. Vendar, ko smo skupaj, smo čisto vse enaki. Ni izjem, ta ima tak poklic, to meni tiste, ki pridejo k meni, mene ne zanima, kak poklic ima. Mene zanima, kaj želi v življenju, ali želi biti srečna. In če želi biti srečna, lahko do tega prije. Tako da, iskrena hvala, drage dame, en aplavz za moje dame. Samo še 1 minuto, 30 sekund, hvala vam, ostanete še z mano. Ostanete z mano, gremo skupaj. 30 sekund še za to, kaj jaz mislim, da je narobe svet. Učiti se je potrebno od tistih, ki so to že naredili. Ko želite biti uspešne, se učite od tistih, ki to že imajo, ne od tistih, ki še tega nimajo. Ko želite biti prepoznavne, se učite od tistih, ki so prepoznavne. To pomeni, ko sem želela biti prepoznavna, sem šla najbolj prepoznavni osebi, da mi pomaga, kako lahko postane prepoznavna. Vedno izberete tisto osebo, ki to ima. Ko zbiramo kuharja, koga zberemo? Ja, najboljšega kuharja, če se hočemo naučiti. Tako da, vedno strmite tistemu, tam, kjer hočete biti, kako osebo, kakega vzornika, idola iščite. Evo, toliko z moje strani. Hvala vam. Zdaj gremo pa mi na obred. Gremo pa zdaj drugi šlest malo, če boste želeli. Hvala.